Čau, folkeste, kako ste? Alenka tukaj, ali pa Alenka Trogerlič, kakor... Alenka Trogerlič, ali pa Alien Mama... Alenka Trogerlič, ali pa Alien Mama, kakor vam je bliže, dobrodošli na ta kanal znova, ali pa stotič. Jaz danes ne smem govoriti. Dobrodošli na ta kanal, prvič, stotič, kakorkoli že, welcome. Danes bo mečkam bolj zabaven video, ker so le prazniki, prvomajski itd. In sem rekla, ne bom zafilozofirala na polno z enim crazy true crime. Danes bom pač o nečem smešnem govorila, ker mi je bilo vedno na mojem kanalu všeč. Meni ni toliko všeč, ker sem mogla iti čez moje najbolj crazy sporočila v inboxu, privat sporočila, Instagram, TikTok, mail, čez vse sem šla, da sem jih zbrskala par ven, tako, ker še niso zbrisani, da so v TV lahko smejali. Zdaj tako, ka ženske rečejo, da raje zberejo medveda ka moške. Jaz hočem, da ta video doseže to, da moški razumete, zakaj se ženske otepajo moški zadnje čase. In po drugi strani se ženske ne počute osamljene, ko se vam pač to dogaja. It's crazy out there. Moški namesto, da bi step upali svojo game, da bi bili boljši moški, pač sam bolj izvirno čudni ratujejo. V glavnem, prvo sporočilo, Instagram. Ta moški, tukaj v čatu se ne vidi, ker je pobrisal za nazaj, ampak meni slike svojega bodyja pošilja že meste. Vsakeč znova, vsakeč kot cel paket sliki me sprašuje, kera je boljša in tukaj isto, kera je boljša. In zraven se vidi, da je nahajpan seksualno in potem mi pošle še I wanna get a hotel room and fuck. In sem iskreno, oh yeah, good for you. Pač teh stvari jaz dejansko ne brišem ali blokiram lih iz tega razloga, ker ne vem, če bom kdaj tak video naredila in jih je pač določene vredno obdržati. Gremo naprej. Naslednji sporočil, ne vem, kje sem ga dobila, je nek spet tak bolj zripen moški zgleda, mogoče je fake slika in je pisal: Hey Alenka, I moved to Slovenia and looking for friends in Loka, Žiri, Kranj. How are you? Are you interested in meeting new people? Jaz sem tako, zakaj je tako specifično? A si slišal mogoče ali pa prebral v neki enciklopediji, da sposod drugje, ker res Loka, Žiri in Kranja smo malo precuknjeni, ne vem, skratka, zelo je specifičen. Tretje sporočilo. Tega sem dobila zelo nedolgo nazaj in je zelo specifičen, že reč prijazen, ampak boste vedeli, kje se zatakne. Spoštovana gospa Alenka, pišem vam, ker redno spremljam vaše videoposnetke in bi vam rad čestital za vaše odlično delo. Vaša vsebina je vedno zanimiva in kakovostna, zato z veseljem čakam na vsako vašo novo objavo. Hvala, super. Ampak, sem vaš velik oboževalec in bi si srčno želel vašega avtograma. Ker mi je vaš slog v vidih zelo všeč, imam eno posebno željo. Bi mi lahko poslali svojo fotografijo, na kateri nosite usnjene rokavice in se na njo podpisali. To bi mi pomenilo ogromno in bi bil čudovit spomin na vaše ustvarjanje. Pa verjeten čudovit pripomoček, ne bom rekla kje, glede na to, da rokavice zelo fetišersko delujejo in pač ta striček zgleda tako, mislim, da mogoče res ni pomislil, kako to izpade, ampak verjeten je. Želim vam veliko uspeha pri nadaljnem delu, lep pozdrav. Imate srečo, da je to vse anonimno, ker pač, pa se še to ne dodam, ta sporočil sem dobila na vse social media, ker ga imam. Na vse kanale mi je to napisal Kirilo, da ne bi slučajno zgrešila. No, nisem. Gremo dalje. Ok, tam je pisal ta en izmed tistih, ki so me videli na Tinderu. Ja, šla sem nazaj na Tinder zaradi tega, ker na Instagramu ne odločam o tem, kdo meni piše, samo pač delam tam potem filter in je ful težko, ker nimam dostopa do profilov in ne vidim, kdo mi piše. Medtem ko na Tinderu jaz swipam in se jaz odločam, ampak sem ful malo na Tinderu, oziroma že dolgo nisem na Tinderu, ker se preveč jih usuje in pa nimam časa in pa sam zmrznem in grem dol. Tako da, največ je takih, ki me tam najdejo in pol mi pišejo v privat sporočila kao, zakaj se ne posvajpamo, zakaj ne gremo na date. Če te nisem svajpala, absolutno te pač nisem svajpala in ne boš nič dosegel v privat sporočilih. Sorry za dolg uvod. V glavnem, napisal je, dajno, greva ven prek Tinderja, a ne? Pa še enkrat, kada prej nisem videla, caught you in Tinder, let's go out, so you'll have a story to tell. Verjetno bi bil res story, da ga povem. In potem naslednji sporočil je podoben. Tega človeka sicer poznam tako zelo ohlapno, ampak vsem. Hej, zabrisali so mi profil, tako da sem zdaj kle. Pa se, ne morem verjeti, da se nisva mečala na Tinderu, pa super like sem ti dal. Kako ni tvoja prva misel, da če po super lajku ne dobiš nazaj mojega lajka ali swipa? Just don't write anymore. Pač a ni to cel point? Jaz ne vem. Ne vem.
Jaz sem večino časa sem sam res zgrožena, kaj se dogaja z IQ-jem moških. Ta moški, I can't prove it, ampak je res. Ta moški, bom kar prebrala. Živjo, rabaš mogoče Valencijo za 2 osebe, imam odveč vštet hotel in prevoz, ni na tek. Sestra dela na temu kuponku, tu pa ima tega zmeri odveč. Čistko ponudam, ker ne moram jeti. Pa spodi, če me lahko povab na kavo. Prvo kot prvo mešajo se stvari med sabo, profesionalno, neprofesionalno, ampak point je, da ta njegov sporočil za sestro, ki dela na kuponku in da ima on nekaj zastonj zame, dobivam že. Ne upam reči leta, ampak definitivno mesece in vsakeč za nazaj zbriše, tako da ne moram dokazati, ampak vsak mesec 1 do 2 dobim ta sporočil. In ne vem, kaj se dogaja, pač mogoče je brez dobla kaj zastonj, ampak za ceno tega, da ne vem, kdo da fakt je to vzad, da v nedogled to briše in pošilja, saj pustune za nazaj, pa pač ohrani občutek, da si res čuden. Ok, ta naslednji sploh ne morem prebrati, ker je to weird, tako da tle imate pa ta oseba očitno misli, da je Mesaja tle in potem neki hieroglifi in potem like you a lot, 3 klicaji, can we date, 3 vprašaji, težke so Alenka, jaz tle v Ajduš ni zbivam čas, hehe. Amen te pozdravlja, je dejal, hehe. Moram v Mečugorje in naprej, a rabam eno kul sopotnico, kot si ti sama, itd. 3 klicaji. Sem ščipiran. 1H2 aka in nič. Ti pošljem en svoj komad, 3 klicaji. Amen. Tle imate link, lahko ste gledati sam, ni pa tako, ne morate klikati. Sem opazovan od vseh policija, sodstvo in tožilstvo, katero saks in nič. Mesaja sem, itd. A veš, kaj hočem reči? Ti se po cesti sprehajaš in greš mimo te osebe in nikoli ne boš vedel, pač, kaj se dogaja. Behind those eyes, a veš? Ok, ta naslednji se vidi, da sem ga že objavila na Instagram story in ja, evo, nek random user mi je zelo lepo ljudno vprašal, če mi lahko pošle luleka. Mislim, ponovadi ga sem dobiš. Tisti, ki so mi dejansko poslali luleke, jih tukaj nisem dodajala, ker bi bilo preveč bluranje potrebnega, čeprav so na dnevni ravni, ampak je preveč za pač ta bogi YouTube, tako da pustimo to zaenkrat. Tale vam bo tako zelo všeč. Mislim, da vas bo tale najbolj nasmejal, šokiral, ne vem, kaj bo naredil. Napišite vi, ko ste se počutili in kako bi se na mojem mestu počutili. Jaz sem bila v Španiji in sem bila tako. Ok, živjo. Že nekaj časa te spremljam na Instagramu in moram reči, da si zelo seksi, simpatična in energična punca, zato te vabim, da sodeluješ z mano. Sem 34-letni moški, ki se ukvarja z erotičnim kontentom. Moje stranke naročniki so premožni anonimneži, ki jih zanima umetniško dovršen erotični kontent. Snemam v glavnem erotične filme, drugače pa tudi art nude fotografiram. Sedaj delam na parih erotičnih filmih in potrebujem soigralko tvojega izgleda. Ker imaš tudi pravo energijo, mislim, da boš prava za to vlogo. Tvoja naloga bo, da boš igrala razne vloge solo ali z mano. Od vohunke, kmetice, policajke ali študentke do fantazijskih likov, vampirk, Pokemonov in Game of Thrones in Viking so zelo popularni. Z mano ali solo bomo posnela razne krajše in daljše erotične filme, ki so ponavadi bolj umetniški. Ne gre za pornografijo, ampak erotične filme. Plačena boš 100 evrov na uro. Ko se snema, je to za cel dan dela, potem se spet dobiva in spet. Gre za različne projekte. Tako da, če te zanima, pošlji par slik, da se te bolje vidi, tega smo nisem brala, da se te bolje vidi telo, prsa, obline, da vidim, če boš cool za sledeč projekt. Prosim, napiši kontakt in te pokličem in se dobiva za probni dan, da se spoznava. The audacity. Pač jaz sploh nimam besed, Ta PS ni tako zanimivo, ampak pozabil sem omeniti najpomembnejši del. Vsak video bo računalniško-grafično obdelan, da boš imela drugačen obraz po potrebi, kakih popravki, izbris tatujev, IPD, tako da zagotavljam 100% anonimnost. Zato bo vedela le jaz in ti in občasno en snemalec, ki bo snemal le pred igro in kar bo odigrano kot film. Ko bo bolj intimna akcija, se kamere prej namestijo, da se lahko sprostiš in sva sami dva v prostoru. Javi in smo na vezi, hot babe. Please, to komentirajte, please, to bo hilarious brati vaše komentarje, please. Ne bojo komentarji toliko smešni, ko se porovati na TikToku, umrla bom od smeha. Pač jaz ne moram verjeti, da se take stvari dogajajo. Pač, what is life?
Ok, naslednjega sem dala noter zato, ker je smešna zgodba v zadju. En mi sam napisal, sem videl tvoj avto ob cesti, go alien. Moj avto ima registrsko go alien, ker sem pač alien, zato vsi to vedeli. And that's the point, ker sem pač alien mama. Problem je, ker sem šla takrat gor na Pohorje in v takih primerih ne razmišljaš, da nočeš, da kdo ve, kdo si, ker me je ful lulat za nazaj in sem pač ostala avto, sem šla gos lulat in še razmišljala sem, fakt, to zdaj vsi vejo, da sem jaz, ne, ker imam tablico. V glavnem, awkward situacija. Če moj avto ob cesti je velika verjetnost, da lulam, ker mene skos lulat. Fuck it. Naslednje sporočil en izmed tistih, ki vse možganske celice umrejo, jaz ne vem, kaj hotel povedati. A bi imela za fanta račka moja? Golobova si. Iz račke smo šli na goloba. Pa krede. Ki je to? Eni dobesedno, kada imajo možgan na off in začnejo tipkati, pač ne razumem. Naslednji mi sem poslal, who got PTSD? Pussy that need to be sucked and destroyed. Jaz ga ovuliram, samo pač it's not your business. In potem naslednja, ko sem se slikala v gymu in sem napisal spod yellow in to narobe. Pač, mind na off, pač ono ni. Lights are on, but nobody's home. Ne razumem teh sporočil. Ok, naslednji. Moj oglas mi je poslal. Moj oglas, ki ga itak to oglašujejo podjetja, by the way. Ne jaz, pač jaz naredim material itd. Ta oglas gledam večkrat na dan, ne zaradi parfuma, ampak zaradi tebe. Noro si seksi to je obleki, pa še bradavičke se fajn videi in me noro rajcajo. Najlepša ženska si definitivno. In poj še isti fant naprej. Kako si seksi. Imaš zelo dobre joške. Vsak dan gledam tvoje slike in si ga drkam. Noro dobra ženska si. Najlepši kompliment, ker jih lahko dobim. Hvala. Zdaj sem srečna do konca tega leta. Tale mi je sporočil napisal in se istočasno v isti sapi že upravičil. Hej, že nekaj časa te spremljam in si mi zelo všeč. Lepo izgledaš. Oprost. In to je cel sporočil. Vse skupaj, več sploh ni ločeno napisan. Sem že pozabila, kaj so, tako da zdaj sprot z vami se spominjam. Hej, Alenka, ful dobre objave imaš na TikTok. Eno vprašanje imam, a ješ drugač feferone pa čilije? Mogoče mi sem hotel domače feferone ali pa čilije poslati. Tako da no shade. Jem, sam ne dajem naslova. Naslednje sporočil, jaz sem že kar v stresu. Jaz sem tvoj fan številka 1. Ko mi čakam jutro, ko bo nov video? Zakaj ne pogledaš mojih sporočil? Pa lepe lase imaš. Jih lahko slikaš in pošlješ, prosim. Saj ne, da jih non-stop gledaš v vseh videih, na vseh slikah povsod. A misliš, da obstaja fetiš na lase? Je tako, da obstaja fetiš na lase. Čist vse fetiše po mojem doživim v teh inboxih. Pa so pa sam še 3, mislim, da iz TikToka. En mi je poslal nek random user. Poslikaj se luliko. Ne si se, poslikaj se luliko. Naslednje sporočil, en izmed tistih, ki je možgan na off in spet ne vem, kaj hotel povedati. Reptiliani, pika, vsi, pika, z, pika, gim, čeri, chri, pika, vred. Jaz vem, kaj hotel reči, reptilians vsi z Jim Carreyem skup, ampak, če že hočeš komunicirati z mano in pač imeti mnenje nekaj povedati, zakaj? Če se spravaš in če nabereš energijo za sporočil, zakaj ne nabereš energije za poslovenco? Pardon za izraz. Jaz res nisem več child-friendly content, pa ne tega zahtevati od mene, ker pač ne. In še 2 sta. Ok, še eden. Ali si za ljubezen, da se spoznamo, če si za? Če še enkrat rečeš, če sem za, bom po moje za. Ok, še eden, mogoče je zadnji. Čau, Alenka, piši, rad bi te spoznal, LP Slovenija. Basically imam nov love stories Slovenijo, I guess. Mislim, no se podpiše LP Slovenija. In mislim, da je to. In mislim, da je dost. Mislim, da smo si vsi brainrotali možgane, stvrli možgane, da rabimo zdaj ukrevati in ta dopust bo prav prišel, da bomo prišli k sebi, tako da. Hvala, ker ste gledali, lepe praznike imejte, Alien mama, gre zdaj malo ležati za 2 ure. Pridni bojte, aj čau. Bye!